Tukaj imamo ponovno enega čudovitega Mercedesa, za obliko katerega lahko ponovno le čestitamo našemu mojstru avtomobilskega oblikovanja Robertu Lešniku in njegovi ekipi. In zato se jaz iz kadra kar lepo umaknem, da si lahko v miru ogledate linije novega Mercedesovega kupeja, ki sliši na ime CLE. Mercedes-Benz ima dolgo zgodovino kupejev in da bi bolje razumeli, kaj vozila s tovrstno obliko pravzaprav prinašajo, si za začetek privoščimo kratek izlet v 90. leta prejšnjega stoletja. Naj vas pred nadaljevanjem ogleda opozorimo, da bo ta prispevek precej subjektiven. Tokrat namreč govorimo predvsem o obliki vozila, saj po kupejih povprašujejo predvsem tisti, ki avtomobile zelo radi premerijo tudi z očmi. In to velja tudi za lastnika tega starodobnika, gospoda, ki se ukvarja s tiskom. Ker sem v tem takem poklicu, da je dizajn tudi nekaj pomeni, ne? Se mi zdi, da je kupe manj svoj čar, pa bistveno manj jih je kot osebnih normalno, ne, limuzin. Mercedes ima torej tradicijo priljubljenih kupejev, no, nima pa tradicije konstantnih poimenovanj. Če zavrtimo čas nazaj, namreč od oznake CLE prek oznake E-Coupe pridemo do modela C124. Torej, enako kot limuzina je E-razred, torej črka E prišla šele nekoliko kasneje pred oznako 300, ki v tem primeru pomeni 3-litrski 6-valjni motor. Da pa se je vseeno ločil na cesti od limuzine, so mu dali od spredi črko C kot coupe in s tem poudarjali, zakaj gre. Torej, CE. Zakaj torej gre? Zlasti to izrazito pride, ne? Ta del, ne? Torej, kle je glavna stvar, da oblikovno dobro izgleda. Ponavadi so to podaljšani zadki, tako kot vidimo pri obeh modelih. Dvoje vrat, daljša vrata, mogoče tudi pri nekaterih večji prednji nos, manjša kabina, torej več je na izgledu, pa malo manj na uporabnosti. In to je ta čar teh avtomobilov. Pa poglejmo eno džentelmensko funkcijo, ki vsekakor zelo pristoji statusu kupeja. No, pa tudi nujno je z praktičnega vidika. Ko se usedeš v avto, zapreš vrata, daš kontakt in varnostni pas se ti približa za ta leta, kar rekel tako, glede na komoditeto pomembno, ne? Predaleč je, da bi ga sploh lahko koristil, ne? Se pravi, se bi mogel po avtu preveč zvijati, ne? Kaj je še pri tem avtomobilu posebnega? Nima B-stebrička, se pravi, če odpremo stekla, ne, vidimo to. Se pravi, glede na to, ker nima tega stebrička, je tudi udobno vstopanje na zadnje sedeže, ne, elegantno, ne. Čar je pa bolj v tem, da imaš preglednost drugačno, no. A je vzdrževanje takšnega avtomobila drago? Stroški sploh niso veliki, če redno vzdržuje človek avto. Bencinski motor pa sploh ne, dizli so bolj problem, ne. Z tega vidika je za oldtimerje vedno boljše imeti bencinarje kot dizle. No, pa smo prišli na področje oldtimerjev, torej starodobnih avtomobilov kot ljubljenčkov zagretih navdušencev ali pa kot pametnih naložb. A ta avto že danes pridobiva na vrednosti, kako je s tem? Rahlo pridobiva, ne, ni ekstremnosti, ampak s časom, ne, govorijo mogoče obdobje 5-10 let, ko bo teh avtov čedalje manj, ne, bo potem cena jim kar narasla nekaj, ne. A je tak avto lahko neka naložba? Če gre za dober model, veliko igra tudi redkost. V tem primeru so te zadeve lahko zelo dobre naložbe. Je pa tako, da eno so špekulacije, nikoli pa ne vemo,
kakšna bo dejanska rast določenim modelom. Tisti, ki so malo več o tem, vejo, da en čas nekateri modeli, recimo, jim cena ne narašča tako hitro, potem pa kar naenkrat, mogoče zaradi kakšnega filma, zaradi določenih marketinških potez, znamk in podobno, lahko naenkrat zadeva eksplodira, pa se potem spet nekoliko umiri. Ampak tovrstne odločitve ne smejo biti streli na slepo, temveč je nujno dobro poznavanje zgodovine modela, nato pa premišljena izbira prave generacije in različice. Vrednost konkretno temu modelu je začela počasi kar lepo naraščati, se kar lepo vzpenja. Njegov predhodnik je malce bolj umirjen, mogoče iz tega vidika, da je bil oblikovno ne tako zelo posrečen. Ne bom rekel, da ni bil lep, ker je fantastičen avtomobil, ampak tukaj recimo za ta avto so naredili pri tem kupeju res neko tako dobro potezo. Gre ne nazadnje za oblikovalca Bruna Saka, ki ga vsi ljubitelji Mercedesov zelo dobro poznajo. V 90-ih je Mercedes tako kot danes naredil en tak močen oblikovalski preskok in kar naenkrat so avtomobili delovali bistveno novejši. Medtem ko prejšnja generacija se je bolj naslanjala na predhodnike in zato je bil videti, kot da bi za 10 let premaknili obliko oziroma smernice dizajna. Se pravi, kar je ta avto pomenil takrat, ko je bil nov, Ja, to v bistvu tudi danes odtehta, če prav razumem. tako, točno to. No, kaj pa torej danes pomeni Mercedesova novost CLE? Gre namreč za kupeja, ki v ponudbi te znamke menja kar dva modela iste vrste, C in E kupe. Tehnično pa je zelo soroden zadnji generaciji razredov C in E. In kaj je tista glavna razlika v primerjavi z razredoma C in E? CLE ponuja tisto značilno kupejevsko vožnjo 2+2, torej na zadnji klopi lahko sedita le 2 osebi. In kaj še opazimo v potniški kabini? Še vedno nam takole zelo lepo avto postreže z varnostnim pasom, ampak tale varnostni pas se pri CLE-ju ne pripelje tako daleč kot na primer pri predhodniku. Zelo zanimivo je, da CLE ta B-stebriček ima, kar za njegovega predhodnika E-kupeja, pa tudi za model 124 ni veljalo. A bo to motilo neke tipične kupce takšnih avtomobilov? Tako kot zdaj vidva, zunaj niti ne veva, da ima avto stebriček, tako da to so zelo dober skril. Ima stebriček druge prednosti, torej karoserija je bolj toga, pri tistih, ki tega nimajo, je to dodaten izziv, tako da jaz mislim, da ne. Ima pa vseeno torej ta manjkajoči stebriček v določenih situacijah svoj čar. Katera različica recimo bo tista, ki bi bila zanimiva danes morda že kot naložba? Tako kot vedno so bili zbirateljsko zelo zanimivi bencinski motorji, večje prostornine, torej v tem primeru so se tudi pri znamki odločili, da za razliko od C-limuzine ponudijo uporabnikom na voljo tudi 6-valjnike, 450 in pa 53 AMG in ta dva bosta definitivno zelo zanimiva za zbirateljske kose. Po tehnični plati je CLE torej zelo soroden razredoma C in E. In da bi njuno tehniko čim bolje spoznali, predlagamo klik na naša prispevka s testov. No, za poslastico pa vam ponujamo še en skok v zgodovino. Uživajte!